Želite svoji hiši nadeti nov videz in urediti sodobno notranjost, obenem pa jo energetsko prinoviti in tako privarčevati pri stroških ogrevanja. Želite zagotoviti zdrave bivalne razmere in pridobiti nepovratna sredstva Ekosklada? V nadaljevanju vam bomo prikazali dober primer celostne obnove hiše. Vsa zgodba se je začela, ker se z investitorji poznamo že iz mladosti. Seveda, jaz kot arhitekt sem bil naprošen, da prijem najprej objekt pogledati, kaj se da iz njega narediti. In na podlagi teh prvih pogovorov smo potem nadgrajevali in končno zasnovali ta objekt. Sam objekt je bil zgrajen v letih 1936 do 1938, takrat je bil zaključen. Že v štartu je bil zasnovan kot dvostanovanjski, se pravi v 2 etažah. Neka delna prenova je bila narejena v 80-ih letih, takrat so bila zamenjana okna in pa izvedena toplotna izolacija. Takrat se je to delalo z kombi ploščami in potem ometom iz teranove. Končna ta prenova, o kateri pa danes govorimo, je bila pa narejena med letoma, se pravi v letih 2011 in 2012. Že v štartu, ko smo z investitorji se začeli pogovarjati o obnovi, smo imeli skozi v mislih nepovratna sredstva Ekosklada. To je pomenilo, da smo k obnovi pristopili celostno z vsemi potrebnimi ukrepi. Prvo je bil dodatna toplotna izolacija fasadnega ovoja, se pravi na obstoječe kombi plošče debeline 5 cm smo dodali še 16 cm ekspandiranega polistirena. Kompletno stavbno pohištvo je bilo zamenjano, in sicer staro leseno stavbno pohištvo se je zamenjalo z stavbnim pohištvom les aluminij. Pomembno se mu je zdelo ne samo energetska učinkovitost toplotnega ovoja, ampak da v prostore dovedemo tudi čim več svetlobe. Zato smo na južni strani dodali še eno okensko odprtino, ki tudi, kot se je izkazalo kasneje, bistveno pripomore k bivalnemu ugodju v samih prostorih. V mansardi smo kompletno zamenjali oziroma nadomestili toplotno izolacijo, ki obsega 34 cm kamene volne. Ker pa klet ni vključena v toplotni uvoj, je bilo potrebno izolirati tudi strop kleti, in sicer z cirka 18 cm toplotne izolacije v kameni volni. Po prenovi se objekt ogreva na zemeljski plin. Ker smo želeli maksimalno izkoristiti tudi naravne danosti lokacije, smo na južno strešino, se pravi na južno stran strehe, namestili tudi sprejemnike sončne energije, ki so integrirani skupaj z strešnimi okni, in dobitki, ki jih dobimo iz sprejemnikov sončne energije, pokrivajo kar večji del potreb po pripravi tople sanitarne vode za objekt. Pri vsaki celostni prenovi objekta, kjer vgradimo okna po sistemu RAL, pomeni, da hišo zelo močno zatesnimo. To nenazadnje izkažemo tudi z testom zrakotesnosti. To seveda pomeni, da moramo v objekt dovesti dodaten zrak. Lahko ga dovedemo na naraven način, kar pa v večini primerov ni mogoče, bodisi zato, ker nas ni doma, bodisi zato, ker je veliko število oken, ki bi jih bilo potrebno stalno odpirati. Zaradi tega je v tak objekt po našem mnenju obvezno vgraditi tudi sistem prezračevanja za rekuperacijo. V našem primeru smo vgradili 2 ločena sistema, in sicer manjšega za spodnje stanovanje v visokem pritličju in samostojno enoto za stanovanje v nadstropju in mansardi. Za ukrepe celovite obnove stanovanjske hiše je možno dobiti kredit in ekosubvencije pri Ekoskladu. Pogoj seveda je, da so vsi ukrepi izvedeni skladov za pogoji javnega razpisa. Za pridobitev nepovratnih sredstev Ekosklada je kot prvo potrebno izbrati nekega izkušenega projektanta. Ta projektant izdela izračun energetske učinkovitosti stavbe, izračunana po metodi PHPP. Ta energetska učinkovitost mora biti manjša od 25 kWh na kvadratni meter in leto. Potem mora izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Se pravi, tukaj so vključene načrti arhitekture in vseh inštalacij, ki se vgrajujejo v hišo. Ko se odločimo, da bomo oddali vlogo za ta ukrep, je potrebno poleg teh projektov PGD in PZI priložiti tudi fotografije obstoječe hiše, v kakem stanju je bila pred obnovo, in dokazila o vseh vgrajenih materialih in peči in rekuperatorjev, ki bi bil vgrajen. V sami fazi prenove je potrebno vse te ukrepe
dokumentirati. Pomembno je tudi, da obnova poteka pod nadzorom odgovornega nadzornika, ki spremlja izvajalce in jih pravočasno opozarja na razne pomanjkljivosti. Po zaključku prenove na Ekosklad pošljemo fotodokumentacijo o prenovi, vse račune in na koncu tudi poročilo o izvedbi testa zrakotesnosti. Rok za zaključek investicije je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratnih sredstev. Višina nepovratne spodbude je odvisna od vrste izolacijskega materiala, ki ga vgradimo, in od neto ogrevalne površine. Višja je subvencija za izolacijske materiale naravnega izvora, malo nižja je pa za materiale sintetičnega izvora. Višina spodbude znaša do 50% investicije oziroma do maksimalno 40.000 evrov. V letu 2012 je investitor za konkretni objekt dobil 15.000 evrov nepovratnih sredstev. V najnovejšem razpisu Ekosklad dodeljuje subvencije v višini do 50% investicije oziroma do maksimalno 40.000 evrov. Podrobnejše informacije o javnem razpisu za celostno obnovo stanovanjske hiše je možno pridobiti na internetni strani www.ekosklad.si oziroma v energetskih pisarnah En Svet.